Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste z nami tudi v poletnih dneh. Danes je sreda, 30. julij 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Katero temo izpostavljamo tokrat? Kako se v regijskem parku Pohorje počuti volk in zakaj bi bilo dobro, da bi park razširili? O tem z vodjo parka, naravovarstvenikom in alpinistom Andrejem Grmovškom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Regijski park Pohorje je plod dolgoletnih prizadevanj. Te segajo vse do leta 1920, ko je bil napisan prvi dokument za varstvo narave na Slovenskem. Danes park obsega 52 kvadratnih kilometrov naravno najvrednejših območij v osrčju Pohorja. Sem ne spadajo smučišča, stalna naselja in večji turistični centri. Njegovo upravljanje je razdeljeno med državo, občine in lokalne razvojne institucije, s čimer je nastal unikaten model, ki omogoča usklajevanje različnih interesov, od varstva narave pa do trajnostnega razvoja. Vodja parka, naravovarstvenik in alpinist Andrej Grmovšek takole pravi o parku. Regijski park Pohorje je specifičen. Ne moremo se primerjati s Škocjanskimi jamami, ki lahko tržijo svojo naravno znamenitost, ki obišče na tisoče turistov. Tudi nismo enakovredni recimo Kozjanskemu ali Goričkemu parku, ki so kulturni krajini, priložnosti pa so podobne. V bistvu jih je velik del vezan na turizem, ki je na Pohorju in pod njim že uveljavljen. Na Pohorju želimo ohraniti najbolj vredno in ohranjeno naravo, stanje še izboljšati in obisk usmerjati na način, ki te narave ne bo poslabševal. V zalednem območju parka oziroma tam, kjer so turistične kapacitete, kmetijstvo, gozdarstvo in druge gospodarske panoge, pa lahko iz parkovne zgodbe pridobimo dodatne gospodarske priložnosti. Obiskovalcem je storitve, pridelke in proizvode parkovne regije treba prodati kot nadstandard. Na tak način večina parkov finančno vrača v lokalno okolje. Pohorje, tako pravi Grmovšek, je naravni biser, ki ga domačini dobro poznajo, a pogosto ne cenijo dovolj. Ozaveščanje in izobraževanje, še posebej mladih, sta zato v središču delovanja parka. Grmovšek pa opozarja tudi na izzive. Največjo škodo naravi v parku povzročajo vožnje z motornimi vozili, zlasti po barjih in traviščih, kar povzroča erozijo in moti živalske vrste. V parku zato uvajajo nadzor. Problematično pa je tudi množično gobarjenje, ki se mu želijo zoperstaviti z usmerjanjem obiska in določenjem mirnih območij. Med najbolj ogroženimi vrstami na Pohorju je divji petelin. V gozdovih Pohorja živi tudi več vrst sov, pa recimo hrošč, bukov kozliček, ki je indikator za dobro stanje gozda. Kar nekaj veselja je požel pojav volka na Pohorju. Kot pravi Grmovšek, se je trop na Pohorju ustalil. Ni pa to grožnja za obiskovalce, niti za gospodarsko dejavnost. Trop se prehranjuje s plenom v naravi, ki ga je dovolj. Na Pohorju je mnogo jelenjadi, tudi srnjadi, gamsov in to območje lahko prehrani en trop volkov, mogoče celo dva. Trop je družina z mladiči, 5 do 12 volkov in predvideva se, da bo ta populacija tukaj tudi ostala, saj ima dovolj naravnega plena, še pojasni Grmovšek. Posebno poglavje je tudi razvoj Mariborskega Pohorja, kjer turizem že dolgo sobiva z naravo. Grmovšek opozarja, da se snežnemu turizmu izteka čas. Globalno segrevanje pomeni, da mora regija razmisliti o alternativah. Smiselno je vlagati v prilagoditve, ne pa podaljševanje smučarske sezone za vsako ceno. Namesto tega naj park ponudi drugačne doživljaje narave, pravi. Kot alpinist pa opozarja tudi na pasti sodobnega gorništva. Zaradi družbenih omrežij in lažnega občutka varnosti se v gore podaja vse več ljudi brez ustreznega znanja in z opremo, ki lahko daje lažno samozavest. Po njegovem prepričanju so hribi prostor, kjer vsak odgovarja za svoje odločitve. To spoznanje pa bi morali nositi s seboj tudi v dolino, vsakodnevno skrb za naravo. Intervju z Andrejem Grmovškom je opravila naša novinarka Andreja Kutin. Vabljeni k branju aktualnih informacij, zgodb, analiz, intervjujev in komentarjev na večer.com ter v tiskanih izdajah Večera. To je bil Večer zjutraj 30. julija 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo.
Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.